Namig za obisk in počitnikovanje v sklopu Doživimo v Pomurju nas je to pot pripeljal v severovzhodni del Goričkega v občino Gornji Petrovci. Kljub svoji majhnosti se tudi tu da videti kar nekaj pomembnih zgodovinskih in umetnostnih objektov. Ena takšnih je evangeličanska cerkev v Križevcih iz leta 1785, kjer pričenjamo današnjo rajžo. Da bo današnja pot tekla gladko, namenjamo prvi obisk oljarni Hari, Nade Hari, ki se nahaja v neposredni bližini omenjene cerkve v Križevcih. Pri njih lahko kupite bučno olje tradicionalne predelave po metodi vročega stiskanja oziroma praženja. Opravljajo pa tudi usluge vsem tistim, ki prineso svoje bučnice. Pravijo, da prazna vreča ne stoji pokonci in da ne bomo lačnih ust stavali naokrog, se ustavimo v okrepčevalnici pizzeriji Kučan v Križevcih. Raznovrstna ponudba hrane in njenih okusov, ki vam jo pripravijo zmeraj svežo, zadovolji še tako izbranega gurmana. Jedi po naročilu in bogat izbor pic, pristnost in domačnost so njihovi atributi. K temu pa ponujajo za zaključene skupine še koriščenje igrišča, možnost rekreacije in oskrbo s hrano po sistemu vzemi si sam. Odpravimo se v središče občine v kraj Gornji Petrovci, kjer se pomudimo v oljarni Pojbič. Predelavo bučnic, vroče praženo in stiskano olje upravljajo po tradicionalnem postopku, kjer za ogrevanje uporabljajo drva. V sklopu oljarne je trgovina, kjer se lahko skrbite z njihovim domačim bučnim in sončničnim oljem, ajdovo in proseno kašo ter ajdovo moko. Tudi z naslednjim postankom ostajamo v Gornjih Petrovcih in sicer na kmetiji pri Bagiju, kjer pridelujejo sadje in imajo dopolnilno dejavnost žganje kuho. Težko boste kje drugje našli tolikšen izbor žgan kot pri njih. Od tradicionalnega slivovega, breskovega, kutinovega do povsem eksotičnih vrst žganja. Pa ponudba likerjev, kot so iz cvetov vrtnic, kopriv, encijana ter kašastih likerjev, med katerimi dominira marelični. Izdelke ponujajo in jih je moč kupiti na sejmih širom po Pomurju. V kraju Stanjevci na hišni številki 6 vas na stežaj odprta vrata vabijo na posestvo Mala Rosa. Alenka in Žarko skrbita za nasad in vzorčni vrt sivk, v katerem je kar 30 različnih sort, za nasad aronije in visokodebeljni travniški sadovnjak, v katerem so jablane, hruške, češnje, kutine, črni bezeg. Nekaj posebnega in novega so jedilne vrtnice z nutricistično vrednostjo, sadno noto, maline, jagode in marelice medu. Vse to je osnova za njihove izdelke, ki jih ponujajo v lično narejenem objektu s trgovino. Likerji iz vrtnic, aronije, akacije in sivke, sirupi in sok aronije, pa sadni namazi različnih okusov, več vrst čajev na osnovi sadja so del asortimana njihove ponudbe. Vsak mesec ob koncu tedna pa pripravljajo za obiskovalce različna tematska srečanja s pregrizki in osvežilnimi pijačami. Do zadnje postaje današnjega potepanja in na počitek pa na sever, v vas Ženavlje. V neokrnjeni naravi, daleč od hrupa in civilizacije, si lahko odpočijete v 6 apartmajih imenovanih Gospod Srmak. Apartmaji za 2 ali 4 osebe so prefinjeno in okusno opremljeni v stilu 60 let prejšnjega stoletja, vsak s kuhinjo, kopalnico in teraso. Pravo mesto za sprostitev, povrnitev notranjega miru, prostor za umirjenost. Vsega tega sta bila deležna tudi letalca stratosferskega balona, ko sta po vzletu iz Belgije leta 1934 pristala v tem kraju in so jima prijazni domačini ponudili zatočišče. Na mesto pristanka je bilo leta 1997 postavljeno spominsko obeležje, bronasti kip v obliki krogle, ki simbolizira balon, se lepo sklada s pokrajino in vabi popotnike, tudi vas, na ogled in počitek.